Tokrat v občinskem informatorju. Podpora kandidaturi Ptuja za EPK 2020 precejšnja. Mariborski svetniki imenovali direktorico Centra za pomoč na domu, neenotni pri dvigu cen vrtcev. Župani Spodnjega Podravja o komunali in domu ostarelih. Na Trgu Svobode vonj morja, ribe in dalmatinska glasba. Velikonočni sejem v Lovrencu. V Kamnici poskrbeli za pestro cvetno nedeljo. FutureNet Maribor z zmago še bližje finalu. Lepo pozdravljeni, začenjamo na Ptuju. Mestna občina Ptuj je sklicala prvi posvet o pripravi kandidature njihovega mesta za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Tokrat so projekt predstavili lokalnim akterjem, ki bi lahko sodelovali pri projektu. Dvorana je bila polna do zadnjega sedeža, kar kaže na to, da je zanimanja za sodelovanje veliko, prav tako pa je podpora kandidaturi precejšnja. Na prvi posvet je občina tako povabila posameznike in predstavnike javnih zavodov, nevladnih organizacij, društev, civilnih iniciativ in drugih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetnosti, izobraževanja, ekologije, turizma, športa in mladinske politike, saj so projekt Evropske prestolnice kulture podprli tudi mestni svetniki in svetnice. Podporo smo seveda pridobili tudi strani vseh ostalih županov v Spodnjem Podravju. Oblikovali smo to ekipo, ki bo zdaj ta projekt peljala, in to je danes prvi korak tega, da smo na kup poklicali vse tiste, za katere menimo, da lahko dajo nek svoj prispevek k tej kandidaturi. To je eno izmed prvih srečanj, torej tako uvodno spoznavno srečanje, kako bodo pa naprej zastavili vodje projekta, torej gospod Šteger in sodelavci. To, kako bomo peljali to kandidaturo, bodo pa seveda danes dorekli in potem nadaljevali tako, kot bodo se dogovorili. V pripravo same kandidature želijo vključiti čim več lokalnih akterjev na področju kulture v najširšem pomenu besede. Zelo sem vesel, da je to vrsten odziv bil na današnjo vabilo. Vidi se, da mesto brbota in da ljudi zelo zanima, kaj EPK lahko prinaša, kakšne možnosti odpira že sama kandidatura, ne glede na izid, čeprav jaz seveda verjamem to, da bo izid maksimalno dober za Ptuj in okolico. Nek način smo zdaj v fazi, ko zbiramo ideje, pobude in bi prosil vse od posameznikov, institucij, društev, da aktivno pristopijo k temu brainstormingu, k temu razmisleku o tem, kaj so dejansko tiste vizije, projekti, ki lahko Ptuj dolgoročno dejansko premaknejo za svetlobno leto naprej. Osrednjega pomena pa je, da delujejo čim bolj odprto za ideje, debate in povezave. Gre namreč za izjemno priložnost razvoja mesta in njegovega zaledja. Torej nek prostor, ki ima izjemne potencijale, ki ima izjemno zgodovino, ki pa je po drugi strani v marsikaterem oziru še vedno deprivilegiran, manj razvit in mu lahko kandidatura, uspešna kandidatura prinese izjemne premike naprej, ne zgolj na področju kulture, ampak enako gospodarstva, turizma, šolstva in podobno. Sledi zbiranje idej in predlogov vseh zainteresiranih za sodelovanje. Kot je bilo slišati, morajo biti projekti čim bolj domiselni, dolgoročno zastavljeni in povezovalni, kar pomeni, da segajo s kulture še na druga področja, kot so izobraževanje, turizem in ekologija. Naziv Evropske prestolnice kulture je namreč usmerjen v prihodnost, kaj si mesto želi biti in kaj je pripravljeno za to narediti, je dejala Martina Magdič, glavna koordinatorka kandidature. Na 4. redni seji mestnega sveta mestne občine Maribor je bila koalicija večkrat na preizkušnji. Koalicija namreč ni bila enotna pri imenovanju Barbare Žgajner za direktorico Centra za pomoč na domu Maribor, ki je na koncu le dobila večinsko podporo mestnih svetnikov. Koalicija prav tako ni bila enotna pri potrditvi višje cene za mariborske vrtce. Nekdanja poslanka Barbara Žgajner je tako nova direktorica Centra za pomoč na domu Maribor. Njeno imenovanje je v mestnem svetu sprožilo precej polemik, saj je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagala kljub temu, da je svet zavoda predlagal dve drugi kandidatki, dosedanjo direktorico Jonato Potočnik in vodjo varne hiše Maribor Anko Fingušt. Glejte, Kvias je neodvisni organ, res je, da velikokrat seveda tudi prisluhne mnenjem, ampak to, kaj smo se soglasno odločili, nas je prepričala za programom. Imela je dober program in pa seveda tudi same obrazložitve in na nek način je prevladalo mnenje, da pa mogoče le potrebna kakšna nova
novo znanje. Ne rečemo, da dozdajšnja direktorica bila slaba, ampak nekako prevladovalo mnenje in smo se za tako odločili. Program je bil tisti, ki nas je prepričal. Nekateri koalicijski in tudi opozicijski svetniki se kljub temu z imenovanjem niso strinjali, saj menijo, da bi bilo potrebno upoštevati predloga sveta zavoda, s katerima so se strinjali tudi zaposleni. Gre za skrajno nenavadno odločitev. Jaz mislim, da svet zavoda je moral neko težo imeti pri odločanju in zdaj, če svet zavoda v ožji zbor da dve osebi, dve kandidatki, na koncu pa kvida niti ena od teh dveh, ne izbere, ampak eno tretjo izbere, se poraja nek sum enega političnega kadrovanja, predvsem konec koncev gre za kandidatko, ki je že v preteklosti delovala v raznih političnih funkcijah, tako da težko, kako domnevam, ampak mislim, da ni prav, torej se ne strinjam, ko ste se vprašali na takim načinom kadrovanja, ker sem prepričan, da svet zavoda dobro nalogo opravlja in da svet zavoda ve, kaj je najboljša odločitev. V komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so prepričani, da njihova odločitev ne bo vplivala na odnose med zaposlenimi in novo direktorico. Jaz sem prepričan, da ne bo prišel do teren, zato ker se kar hitro potem tudi navadi. Verjamem, da bo nova direktorica znala upravičiti, tudi naše zaupanje in da bodo seveda Center za pomoč na domu delal tako, kot je pač potrebno, da je servis tistim, ki so tega zelo potrebni. Koalicija pa si ni bila enotna niti pri višanju cen vrtcev. Potrebno je eno zelo premišljeno, rahločutno in občutljivo se lotiti teh podražitev, ne kar vse naenkrat. Ker zdaj, gledajte, danes se podražijo vrtci, jutri bo vodovod, potem bo komunala in naenkrat bomo prišli do tega, da smo v bistvu na višjem glede cen, kot pa prej pred dvigom samih plač. In to se nam ne sme zgoditi. Župan Arsenovič pa ob tem umirja žogico. Mestna občina pokrije tako ali tako 77% povišanja cene, da smo danes govorili samo o 23% in še to zelo dobro razdeljeno med 9 razredov, tako da tisti socialno najbolj ogroženi tako ali tako ne plačajo nič. Naslednji rang je €84 na otroka, kar jaz mislim, da odtehta to, da so tudi naše vzgojiteljice dobile više plače. In nekako na ta način mislim, da moramo delovati, da nimamo priložnosti, da bi mislili, da mestni proračun lahko pokrije vse, ker potem ni razvoja in pride do tega zaostanka, kateremu smo tudi pričali. Z izjemno tesnim izidom glasovanja 21:20 so mestni svetniki nato kljub vsemu potrdili višje cene mariborskih vrtcev, ki se bodo v povprečju podražili od 5,7 do 6,5% oziroma za 6,89 evra. Dvig cen pa je predvsem posledica sprostitve plač v javnem sektorju. Na kolegiju županov Spodnjega Podravja so se dotaknili aktualnega dogajanja v zvezi z dvigom cen oskrbnine v vseh enotah Ptujskega doma upokojencev. Seznanili so se tudi z informacijami z področja komunale, ki jih je podal direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Razprava med župani pa se je najbolj vnela pri dvigu cen oskrbnine doma upokojencev. Direktor komunalnega podjetja Ptuj je župane med drugim seznanil z idejno zasnovo projekta rekonstrukcije vodovodnega omrežja, pa tudi o gradnjah v preteklih letih in o načrtovanih nadgradnjah v naslednjem obdobju. Beseda je tekla tudi o nedavnem poročilu Računskega sodišča, ki je med najbolj kritičnimi viri pitne vode v Sloveniji kot najbolj kritičnega pri ohranjanju čistosti vode izpostavila ravno podtalnico v Spodnjem Podravju, črpališče v Skorbi. Stanje po besedah Širca sicer ni bilo tako alarmantno, bodo pa tudi v prihodnosti zagotavljali čistost pitne vode v Spodnjem Podravju. Zagotovo bo predlagana zadeva, da še zgradimo kakšen globinski vodnjak, s katerim bi nadomestili plitvi vodnjak in s tem pravzaprav zagotovili manj mešanja vode v poletnih mesecih, ko je poraba večja in s tem, kot pravim, distribuirali vodo z manj vsebnosti nezaželenih aditivov. Razmere v Ptujskem domu upokojencev so župani obravnavali na zahtevo kidričevskega župana Antona Leskovarja, ki se mu zdi dvig cen za 14% alarmanten. Na trditve o dobrem delovanju doma je direktorici Jožici Šemnički odgovoril, da bodo zares uspešni šele takrat, ko bodo imeli najnižjo ceno za najboljšo storitev. Veste, kdaj je uspešno podjetje in kdaj bi vi lahko rekli, da ste zelo uspešni? Ko bi imeli najnižjo ceno pa najboljšo storitev. Takrat je podjetje, ustanova uspešna. In ne morete vi iskati krivce višje cene po domovih v Sloveniji. Iščite vzvode, da boste najuspešnejši, da boste imeli najnižjo ceno.
da boste imeli najboljšo ponudbo. Takrat je neko podjetje, zavod uspešno. Spomnil je na dejstvo, da je prejšnje vodstvo, ki je bilo odstavljeno, delalo dobiček. V tistem obdobju naj bi se nabralo za okoli 12 milijonov evrov dobička, kar bodo v Domu starostnikov Ptuj skupaj z najemom še dodatnih 7 milijonov evrov kredita namenili za gradnjo prizidka v Juršincih in novega doma v Žabjaku. Če za vas ni alarm, ko predlagate dvig cen storitev za 14%, pol ne vem, kaj je lahko alarm. Kolegi so končali z glasovanjem o tem, da župani vodstvo Doma starostnikov Ptuj pozovejo k pripravi poročila o tem, kako bo zavod ravnal s presežkom denarja iz preteklih let. Zaradi večjih različnih vprašanj v zvezi z Domom starostnikov pa bodo predlagali še sestanek z vodstvom Ministrstva za delo. Tudi letos je v Mariboru ponovno zadišalo po morju. Predstavniki občine in Zavoda za turizem Pašman so se že 7. leto zapored predstavljali svojo kulinariko in turistično ponudbo. S tem so dokazali, da dobri medsosedski odnosi kljub nekaterim iskricam med politiki še obstajajo. Mariborčani in Mariborčanke se vsako leto radi udeležijo srečanja, na katerem je slišati dalmatinsko glasbo in je mogoče poskusiti tudi marsikatero dobroto naših južnih sosedov. To je odlično, ne glede na slab dan. Glejte, vedno nosimo sonce v srcu. In to je tisto, Dalmacija je nesončna Dalmacija, Pašman, jaz sem bila v vseh teh krajih, marsikje, lahko rečem, po celem Jadranskem morju sem bila in to je nekaj čudovitega. Danes združevanje ljudi, prijateljstvo, in seveda, zdaj nekaj so tudi ribice, tu nekaj kozarček dobrega vina in predvsem pa prijateljstvo, ki bi se nekako prav, da bi bilo to med politiki. Fajn, da se potrudijo, da pridejo pokazati še drugim, ko ne vejo. Tule se dobimo stari, toti žikem pisni, pogledajte, malo smo prišli pogledati, ne pa degustirati. Ob tej priložnosti sta se srečala tudi župana obeh občin, mariborski in pašmanski, ki je dejal, da je na Pašmanu kar polovico gostov iz Slovenije. Jesmo, evo 7. godina zaredom, mi se dođemo zahvaliti u biti Mariborčanima i Slovencima općenito što ljetuju kod nas, inače najbrojniji gosti na Pašmanu, tako da evo dođemo, malo počastimo se i zabavimo se skupa i pozovemo da se vrate i svake godine kako ih dolazi. Mariborski župan pa izrazil veselje, da se na tovrstnih dogodkih ohranjajo prijateljske vezi in tkejo nove. Zelo dobro se sve razumemo, sve nas povezuje marsikaj skupnega. Tudi mi je všeč ta priložnost, ko se lahko Pašman predstavi s svojimi produkti pri nas. Na ta način vežemo dobre prijateljske vezi, ki jih na nivoju osebnem itak imamo. Politika upam, da se bo po teh 30 letih tudi uspela dogovoriti za te stvari, da nas ne bi vznemirjale. Veselim se tudi slovenske noči 24. julija na Pašmanu in vabim vse, ki bodo tam nekje blizu, da takrat pridejo na Pašman, ker bo to nepozabna noč. Mestno središče je tako zadišalo po morju, gostje pa so lahko uživali tudi v ritmih dalmatinske glasbe. Pred osnovno šolo Lovrenc na Pohorju se je odvijal tradicionalni velikonočni sejem, tokrat s povsem novimi vsebinami. Lokalna društva in posamezniki so se predstavili z rokodelskimi in umetniškimi izdelki ter domačimi dobrotami. V okviru sejma so potekale tudi ustvarjalne delavnice za otroke in družabne igre z velikonočno vsebino za vse generacije in vodeni kulinarični pohod po lovrenčkih ulicah. Med drugim pa so v prostorih šole pekli tudi potico. Poglejmo, kako je bilo. V šolskih prostorih je zadišalo po tradicionalni slovenski potici, ki so jo pripravljale žene pod vodstvom Štefke Kop. Mi smo jih ujeli pri pripravi le-te in preverili, kako prava slovenska potica nastaja. Različne nadeve, različno testo in to bo to. Upam, da bo dobro. Kar težko pravijo, narediti potico, da ne pate skupaj, kot pravimo, da se drži lepo, da je dovolj nadevan. Vse je odvisno od moke, od nadeva, od dela, od poteka, kak se zameso, pa vse. Vsaka gospodina naredi po svojem receptu in vsaka gospodina naredi pravilno. In tukaj na tej delavnici se družimo zato, da bomo vsaka svojo izkušnjo prenesle in bomo naredile vsaka po svojem okusu, razvaljale in takrat tista potica bo vedno pravilna. Pa nadevi, kaj ste? Nadeve smo pa prepustili vsem udeleženkam, vsaka po svojem lastnem okusu. Tako da ni tisti nadev, ki je
po mojem nadeva, ampak vsaka je dodala svojo noto. In to je ravno čar tega današnjega dne in druženja, da naredimo vsaka svojo potico z svojim nadevom. Pestro pa je bilo tudi pred šolo, kjer so v okviru velikonočnega sejma na stojnicah potekale tudi različne delavnice. Tu pa nastaja butara. Ja, v bistvu je nastajala že včeraj na delavnicah, ki so jo imeli učenci osnovne šole. Danes samo malo še dodelamo jih oziroma zraven delamo, ker je že pošlo. Velikonočne delavnice, poslikave obraza, pravzaprav kaj ustvarjate? Pač na otroke sem se odločila, da bom jim narisala, recimo, kaj hočejo biti, če hočejo biti zajček, a bi imeli narisanega zajčka, če bi jajčko imeli, pa kaj drugače, pa karkoli si želijo, samo da bojo veseli. A si velikonočni zajček? Ja. Kaj pa počenja velikonočni zajček? Nese jajčke. Kakšna jajčka pa? Čokoladna. Tako se je na stojnicah pri osnovni šoli in v okolici našlo za vsakogar nekaj. Na sejmišču smo pripravili tudi različne delavnice, in sicer za otroke. Otroci izdelujejo zajčke za dekoracijo, potem izdelava peglov, kot se pri nas reče. Pripravili smo tudi velikonočne igre z pirhi. Pa seveda, kot vidite, se je tudi letos odzvalo našemu povabilu kar lepo število razstavljavcev, tako da jih imamo 15, vsi so domačini, ki pač ponujajo različne izdelke. Letošnjemu, sicer tradicionalnemu velikonočnemu sejmu, pa so dodali tudi nekaj novosti. Naredili smo nekakšen kulinaričen sprehod po Lovrencu in ob določenih postajah ponujamo krajanom dogodke kulturnega značaja in pa male degustacije navezane na sam praznik. Pestro obarvan velikonočni sejem pa je kljub sicer hladni soboti privabil številne obiskovalce. Cvetna nedelja je zadnja nedelja pred veliko nočjo, ko krščanski verniki blagoslavljajo v šope ali butare povezano s pomladansko zelenje ali oljčne veje, kar je razširjeno po vsej Evropi že od 9. stoletja dalje. Cvetno nedeljo pa obeležujejo tudi v Kamnici, kjer že tradicionalno izdelajo presmec, ob tem pa krajani priredijo še velikonočno razstavo. Vse se je tudi letos začelo že dan pred cvetno nedeljo. Člani društev so se zbrali in izdelali okrog 10 metrov velik presmec. Že 4. leto postavljamo ta veliki kamniški presmec. Bom rekel, ideja se porodila pred 4 leti, da obudimo spet stari običaj. Veseli me, da so tudi krajani prišli, tudi kljub slabemu vremenu, da so se udeležili tega dogodka. Tega so odnesli pred cerkev, kjer so se zbrali tudi katoliški verniki, ki so k blagoslovu prenesli oljčne veje in pomladansko zelenje, povezano v šope ali butare. To mora biti. Zakaj? Ja, zato, ker je tak običaj in to bo ostal. In kako ga doma potem nadaljujete? To pa dam zmerom v hišo malo. Potem dam na vrt, potem dam vinograd malo, vsakega malo. Zakaj? Ja, zato, ker je to že. To je pač nekaj, ki je že bilo davno in še zdaj in mislim, da bomo mi nadaljevali, naša družina. Stari običaj, prihod Svetega Duha, poglobitev veri. Kaj ste pa danes nesli s seboj? Cvetje iz sadovnjakov, iz okrasnih rastlin. To, kar nam je pač zelo pomembno, saj imamo sadjarstvo in živimo s tem. Cvetna nedelja je torej uvod v veliki teden, v katerem se kristjani spominjajo zadnjih dni Jezusovega življenja. Simbolika tega je, da so Jeruzalemčani na cvetno nedeljo oziroma na nedeljo, ko so sprejemali Kristusa, ga mu v znamenje gostoljubnosti in v znamenje, da ga priznavajo kot kralja, mu metali zelenje na pot, premožnejši tudi kakšen plašč, to je bila taka praksa. Bolj, ko je bil gost dobrodošel, več so mu dali na pot. V tem duhovnem pomenu danes, zakaj to obnavljamo, je pa zagotovo to, da tudi na ta zunanji način pokažemo eno notranjo vero in se znova spomnimo, da želimo, da je Kristus tudi
duhovni kralj našega življenja. Po končanem mašem obredu pa so se krajani in verniki odpravili še do kulturnega doma, pred katerim so postavili presmec in si ogledali velikonočno razstavo, ki je nastala izpod rok članov društev v Kamnici. Šunka, jajca, hren, potica in še marsikaj, kar sodi k veliki noči. Aktiv žena, izobraževalno društvo žena z ostalimi društvi v Kamnici in seveda tudi z krajevno skupnostjo na cvetno nedeljo že tradicionalno prikaže svoje izdelke in tudi naša društva v Kamnici delujoča, s čem se bavimo, kaj naredimo in moram reči, da iz leta je tudi vedno večji obisk. Tudi mi, otroci, ta veliki in ta majhni, z veseljem sodelujemo in pokažemo, kaj naredimo skozi celo šolsko leto, posebej pa še s temi izdelki, ki so zdaj tukaj predstavljeni. Nekateri so ustvarjali košarice, drugi so pripravili te čudovite piščančke, likovno so se izražali, pobarvali smo jajca, vse v tem duhu tega časa, ki zdaj prihaja. Tradicijo, kot pravijo, bodo ohranjali še naprej. Letošnja sezona državnega prvenstva v futsalu se bliža k koncu. Futsalisti ekipe FutureNet Maribor so v petek z 9-2 porazili gostujočo ekipo iz Litije. Mariborčani so do 18. minute ušli na 3-0. Kapetan vijoličastih pa je zabil že v prvi minuti. Prvi polčas smo res odigrali na enem visokem nivoju, zabili tiste gole. Čeprav smo imeli še ogromno priložnosti, pri teh lahkih golih sigurno bi se pol na par golov razlike, ampak eni dve napaki in 3-2 smo videli, kak je pol vse na knap tukaj in hvala Bogu smo zabili tisti 4. gol in na koncu jaz mislim, da vseeno zasluženo zmagali danes. Tekma se nadaljuje že ta torek, ko bodo Mariborčani gostujoča ekipa pri Litijanih. Mi verjamemo v ekipo, da lahko pač v torek to dokončamo. Fajn bi bilo sigurno, da pač imamo neko prednost pol za finale, mogoče malo več regeneracije in upam, da bomo uspeli v torek. Po visoki prednosti Mariborčanov s 3-0 so gostujoči futsalisti uspeli zabiti 2 gola in se domačinom nevarno približati. Tam smo bili malo, bom rekel, v problemih v enem trenutku, ampak gol na 4-2 je potem rešil tekmo. Tako da čestitam ekipi za zmago in rabimo še eno zmago za v finale. Mariborčani so tako ostali brez 2 pomembnih igralcev, zato bodo v Litiji morali igrati še bolj taktično spremenjeno ekipo. Jurič in Fideršek bosta torkovo tekmo v Litiji izpustila. Imamo dosti kvalitetnih igralcev, da to tekmo probamo dobiti tudi v torek in da v petek se že potem pripravimo na finale. Futsalisti Litije so morali priznati poraz premočnim Mariborčanom, vendar se na domačem terenu nadejajo preobrata v rezultatu. Spet smo naredili preveč napak, da bi si danes zaslužili zmago, tako da čestitam Mariboru na drugi polfinalni zmagi. Serija se seli v Litijo, tam bomo skušali priti nazaj v tekmovanje, ker do zdaj v teh 2 tekmah nismo bili sploh v tekmovanju. Preveč napak smo naredili, ampak moram vseeno pohvaliti moje fante. To so mladi fantje, prvič. Večina, 80% ekipe prvič igra polfinale sploh državnega prvenstva, so se dobro zapostavili, 2-krat smo v 2 tekmah prišli nazaj v tekmo, zgodijo se pa napake so del tega športa in to tekmo moramo pozabiti, ponedeljek na treningu graditi taktiko za torkovo tekmo in nimamo časa za objokavanje, tako da gremo naprej. Litijani bodo poskušali izkoristiti odsotnost 2 pomembnih igralcev v postavi Mariborčanov, vendar jih kljub temu ne bodo podcenjevali. Serija se tako seli v Litijo, nato pa v petek sledi končni obračun, ki bo odločal o tem, katera ekipa bo igrala v finalu državnega prvenstva prve slovenske futsal lige. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri v torek ob 12. sledi zanimiva študentska konferenca na temo Življenje po faksu, si pripravljen v Vetrinjskem dvoru. Jutri bodo bankirke v Luknji odigrale drugo finalno tekmo državnega prvenstva, odbojkarice Nova KBM proti GEN-I Voli Nova Gorica s pričetkom ob 18:15. Študentski torek tokrat ponuja 16. študentski Bograč Fest s pričetkom ob 12. na študentskem kampusu Gosposvetska. MKC Maribor in MKC Črka v sklopu preddogodkov 22. literarnega festivala Slovenski dnevi knjige pa v Mariboru vabita v četrtek 18. aprila ob 18. uri v salon uporabnih umetnosti na predstavitev zbirke novih dram Roka Vilčnika Drame. Tarzan, ljudski demokratični cirkus Sakešvili, naše gledališče, ki mu bo sledil koncert zasedbe Simpatiko.
Toliko zaenkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih mbreport.si in lokalec.si. Lep večer vam želim in nasvidenje.